Leta 2019 je Porsche z modelom Taycan svetu pokazal, kako se izdela električni športni avto. In kupci so jih do danes razgrabili več kot 150 tisoč. Konkurenca je v tem času postala vse bolj ostra, zato so zdaj pripeljali že prenovljeno izdajo. Že od leta 2021 pa obstaja tudi bolj praktična in kvazi terensko naravnana izdaja Taycan Cross Turismo. No, s tem se vseeno ne boste podali na teren, pa čeprav je v svoji najvišji nastavitvi dobrih 17 cm oddaljen od tal. Ima pa te številne dodatke, zaradi katerih bo verjetno všeč vsem ljubiteljem križancev. Zdaj ima bolj napredne luči, ki so ožje in lahko osvetlijo cestišče 600 metrov pred avtomobilom, spremenjena sta odbijača, pa napis Porsche na zadku je lahko osvetljen. Ampak to so malenkosti. Bolj pomembne so druge tehnikalije. Pri vsakem Taycanu boste vedno imeli nasmeh na obrazu, ko boste pospeševali. Res noro leti, zdaj pa gre še 35% dlje, preden zmanjka džusa. Zahvala gre tehnološkim nadgradnjam in pa večji bateriji, ki zdaj bruto pogoltne 105 kWh, prej 93, evo, in je večji doseg. Inženirji so tudi povečali moč polnjenja za 50 kW, tako da zdaj gre do največ 320 kW prek enosmernega toka. Sicer za največ 5 minut, ampak glej, v tem času se baterija napolni že za tretjino. Drugače pa se v 18 minutah napolni od 10 do 80%. In lahko povem, da tako impresioniran nad polnjenjem še nisem bil, ker tudi ko je baterija napolnjena več kot 50%, še vedno polni z več kot 200 kW. Tako da je velikokrat ravno polnilnica tista, ki omejuje moč polnjenja. Ko te muči sonce, ga takle onemogočiš. Evo ga. Zadnji motor je zdaj lažji in zmogljivejši, ampak moč res ni tista, ki bi vas mogla skrbeti. Najbolj brutalni Taycan Cross Turismo se do 100 na uro izstreli v 2,4 sekunde, ker ima 700 kW moči, se pravi 952 konjev. Tale naš Taycan 4S Cross Turismo pa da za 10 sekund od sebe 440 kW oziroma skoraj 600 konjičkov, sicer pa ves čas ponuja 380 kW moči, torej 517 žrebet. Z mesta do 100 v 3,8 sekunde, z mesta do 200 pa dobrih 12 sekund, kar je res noro in ne vidim nobene potrebe po več. Tudi ni več udobno, ampak nasilno do teles. Taycan Cross Turismo ima zdaj nadgrajeno zračno vzmetenje in res je bolj udoben, pri višjih hitrostih pa se samodejno približa tlom. Pri Porscheju sicer pravijo, da gre takšen največ 240 na uro, ampak potrjujem, da gre več. Sem bil glih v Nemčiji na avtocesti z njim. Skratka, več kot dovolj hiter, s funkcijo Launch Control pa boste sončna očala iskali na zadnji klopi. Hitrost je seveda eno, lega in dinamičnost pa druga zadeva. Taycan je že od nekdaj imel vrhunsko krmiljenje in odlično se je znašel med ovinki, tudi danes je takšen. Je pa klasičen Taycan malenkost bolj oster med ovinki, ker je takšen Cross Turismo pač malo bolj družinsko naravnan. Še vedno se med ovinki pelje vrhunsko, vendar vse skupaj deluje samo za nianso bolj nežno in dejansko celo bolj paše avtomobilu. 911 GT3 je za piljenje ovinkov, tale pa za umirjeno kruzanje s svetlobno hitrostjo. Tudi tih je, moram pohvaliti, če najbolj se sliši zvok pneumatik. Največja pohvala pa gre krmiljenju. Je totalno fantastično in polno povratnih informacij, avto pa tako dobro skriva hitrost, da sopotnikom sploh ne bo jasno, kako hitri ste. V program Sport tudi rad predstavim in moram reči, da 2,3 tone Taycan zelo dobro skriva. Mogoče me malenkost zmoti samo regeneracija zavorne moči, ker je preveč blaga, je pa zato občutek na zavori krasen, kot se za Porsche pač spodobi. A ja, doseg. Porsche navaja 610, realno kakšnih 400, če boste hitri in veliko na avtocesti pa 300. No pa nekaj novih materialov, nadgradili so multimedijski sistem, ki ima zdaj nove funkcije, tudi barvne ikone, tule na levi strani pa lahko vidite z največ kakšno močjo lahko pri aktualni stopni napolnjenosti polnite baterijo. Fino. Vse ostalo je enako in tudi tale Taycan lahko ima tretji zaslon pred sovoznikom. Porsche Taycan Cross Turismo je eden najhitrejših električnih karavanov danes, ki vam ponudi skupaj še 530 litrov za prtljago spredaj in zadaj, torej tudi dokaj praktičen. In jaz bi takega raje imel kot navaden Taycan.